Na povabilo župana občine Slovenske Konjice Mirana Gorinška je občino v sredo 21. maja 2014 obiskal minister za kmetijstvo in okolje, magister Dejan Židan. Na delovnem obisku je tekla beseda o poplavni varnosti reke Dravinje, sprejemanju občinskega prostorskega načrta in programu razvoja podeželja v prihodnji finančni perspektivi. To je naš današnji namen, jaz sem ga tako v bistvu uvodoma že nakazal. Glavna zadeva pa je, kot sem dejal, informiranje z ene in z druge strani. Mi smo, kar se tiče kohezije, že počrpali ta del zbiranja in čiščenja odpadnih vod, smo imeli tako v Zrečah, v Konjicah, septembra. To smo dokaj uspešno tudi v zadnjih trenutkih, bi rekel, po vseh teh peripetijah uspeli počrpati. Naslednji steber, kjer je občina Konjice, oziroma ta prostor vključen, je zgodba Cero Pragersko, regijski center Pragersko, investitor, nosilec investicij občina Slovenska Bistrica. Potem je projekt vodooskrbe, izboljšanje vodooskrbe, vse v okviru Očistimo reko Dravinjo programa, kjer smo mi na tem drugem segmentu, kjer so 4 občine vključene kot podprojekt znotraj celotnega, se pravi Oplotnica, Vitanje, Zreče, Konjice, kjer smo zaspali. 2 leti dopolnjevali vlogo, da smo prišli tja, kjer smo bili, in na koncu bi rezultat, mi smo tako daleč pripravili, da lahko damo zahtevek za izdajo gradbenega, ampak zdaj nima smisla, ker tudi sredstev ni. Čim se bo kazalo, da smo blizu kje, da je kakšna možnost, naslednja perspektiva, vemo, 2014 je tak adijo, da bi na to zadevo tudi štartali, s tem, da je velikostni red investicije samo v naši občini je skoraj 7 milijonov, je za 4 večje vodohrane in pa ti povezovalni cevovodi, kar je pač voda, vemo, bistvenega pomena. In pa ta poplavna varnost, ko sem jo omenil, tako da malo vemo, kje smo na področju črpanja. Seveda, kar smo naredili, smo ogromno naredili, ampak to so bili projekti Sklada za razvoj regije. Tisto, tako marsikatera druga občina, tako da smo veseli. Glede varstva okolja pa v teh 2 mandatih zdaj smo pripeljali plinovod in imamo 21 km samo po cestah, tega še več, nizkotlačnega plinovoda, tako da neke stvari smo premaknili. Center za ravnanje z odpadki smo, oziroma odlagalno polje smo zaprli 2-3 leta nazaj. Jaz sem predsednik odbora za podeželje, kot veste, še ko jaz, ta razvojna os se zapira, pridejo nove evropske perspektive, na nek način bi že morali priti v letošnjem letu, vendar teh novih smernic zaenkrat še nismo dobili. Zato smo se odločili, da bomo letošnjo leto delali še po starem sistemu, po pravilniku, ki pač je bil v skladu z staro evropsko perspektivo do letošnjega leta. Seveda s temi skromnimi sredstvi probamo pač čim boljš porazdeliti po podeželju na nek način, še voditi neko občinsko politiko, s katerim probamo združevati proizvajalce, kako tudi društva, pa tudi druge, bi rekel, akcije, ki so potrebne, da se pač podeželje ohranja. Do neke mere mislim, da nam tole v tej dolini kar uspeva, saj v tej dolini nekako še kmetijska proizvodnja narašča in ne upada, tudi število živali je naraslo, ni opadlo. Jaz kot direktor tudi veterinarske postaje tukaj, imeli smo tudi take težave kot pred časom z boleznimi, vendar smo to uspešno zatrli in nekako se zdaj borimo, da bi pač probali to proizvodno v tej dolini. Vsekakor pričakujemo, da bo ta evropska perspektiva pa sredstva, ki bi se nekako lahko črpala v tej smeri, čim boljša, da bojo, ne vem kako bojo z vsemi temi OPN-i in tako naprej, če bo to ostalo nespremenjeno, ker takrat smo se mi zelo borili, da smo ostali, ker nekako smo krivično izpadli z velikim delom našega področja, ker pač naklon je, ker je bolj ravnina, ampak ni ravnina, samo to, kar je bila Konjiška gora, kar je v bistvu že ravnina, je nekako bilo, je lahko dobilo subvencijo, medtem ko pa ostali predelki pa je gričevnati in tako neprimerno toliko za kmetovanje pa je spadal. In potem smo lahko en del v tem po posebnih perspektivah nekaj spravili v to področje in se seveda vsekakor bomo krčevito borili naprej
naredili za to, da bi pač to ostalo, ker to ohranja kmetijstvo v tej dolini na nek način živo. Drugače pa podpiramo tudi društva, zato ker videli smo, da so društva izreden pomen segmenta razvoja podeželja, da združuje ljudi na mikronivoju in na tem mikronivoju uspemo nekako ohranjati povezanost ljudi, da si pomagajo in pa tudi nekako ta tekmovanje med njimi žene to podeželje naprej. Tako da nekako se trudimo, da bi pač probali kmetijstvo zapeljati še po boljši poti po tej naši dolini toliko za zdaj. Direktor podjetja Zlati grič Silvo Žižek je predstavil delovanje podjetja in načrte za v prihodnje. Igor Frim, višji svetovalec za prostor iz oddelka za okolje, prostor in promet, je predstavil podrobnosti občinskega prostorskega načrta občine Slovenske Konjice. Podgrajšek Ivica, članica Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice, je izpostavila problematiko urejenosti statusa kmetij na Konjiškem. Delovni obisk se je zaključil z ogledom podjetja Letalstvo Farag in del z Belovega, ki je v občini najbolj poplavno ogroženo.